Islamska republika Iran vodi precej uspešno informacijsko vojno proti Zahodu s sejanjem razdora. In kar smo videli je, da ko je bila Islamska republika Iran razgrajena, je le še okrepila svoje informacijske kampanje za delegitimizacijo vojne proti njej. Lahko svobodno vplivajo na naše informacijsko okolje prek družbenih omrežij in medijev. Dobrodošli nazaj v Access of Truth na JNS. Danes imamo zelo posebno gostjo, ki bo spregovorila o eni večjih tem, o katerih smo na tej oddaji veliko govorili. Vendar je to nekdo, ki je res strokovnjakinja in se je poglobila v podrobnosti dogajanja na družbenih omrežjih. Zato želim danes pozdraviti našo gostjo Travis Holly. Prebrala vam bom njen celoten življenjepis, ker mislim, da je res pomembno poudariti, koliko informacij ima ta oseba o tem, kaj se dejansko dogaja na terenu. In kar opažamo, vzorce, ki jih vidimo na digitalnih in družbenih omrežjih, ki jih na to, kot smo rekli, še dodatno poudarjajo glavni mediji. Torej, Travis Holly. Oprostite, je pravzaprav nekdanji obveščevalni častnik letalskih sil. Bil je tudi obveščevalni analitik pri NSA, prevajalec hebrejščine, prevajalka hebrejskega jezika in analitik regionalnih medijev pri Centcomu. Prav tako je delal kot inštruktor za Ministrstvo za domovinsko varnost. In seveda, kot bomo videli iz tega, o čemer govori, je njegova kariera resnično na stičišču obveščevalne in medijske analize ter tudi kibernetskih raziskav in preiskovalnega novinarstva. Vodila je analize medijev in družbenih omrežij tako v vladi kot v zasebnem sektorju, na kar se danes tudi osredotoča. Vključno s tem, da je bila direktorica medijev v 2 različnih podjetjih za kibernetsko varnost. Poleg tega vemo tudi, da je ustanoviteljica Shadowgraph Intelligence, kjer preiskuje ekstremizem, operacije tujega vpliva, o katerih bomo danes veliko govorili, ter usklajeno neavtentično vedenje. O tem bomo danes ponovno govorili, pa tudi o anonimnih spletnih akterjih, veste, vseh tistih botih, ki jih vidite v svojih komentarjih, in o zapletenih digitalnih omrežjih, ki jih obdajajo. Torej, Holly se osredotoča na uporabo metod odprtokodne obveščevalne dejavnosti in analize narativov za prepoznavanje skritih akterjev na družbenih omrežjih, da bi kartirala nekatere od teh ekosistemov in da bi zapletene digitalne dokaze spremenila v nekaj, kar lahko razume vsakdo, tudi vi ali jaz. Torej, brez nadaljnega odlašanja, Travis, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili in osvetlili, kaj se dogaja. Hvala, da ste bili z nami. Hvala, Emily. Začela bi s kratkim povzetkom za gledalce, ki morda ne spremljajo informacijske vojne tako podrobno. Kaj sploh je informacijska vojna? Kaj danes vidimo na družbenih omrežjih, še posebej v povezavi z vojno z Iranom? Ja, po moji oceni je informacijska vojna prava vojna. Kar razumemo je, da Rusiji ni uspelo prevzeti Ukrajine. Islamski republiki Iran ni uspelo braniti sebe proti Združenim državam Amerike in Izraelu v kinetični vojni. Vendar Islamska republika Iran vodi precej uspešno informacijsko vojno proti Zahodu, proti Izraelu in hkrati proti Trumpovi administraciji. S tem, da podpihuje že obstoječe delitve v teh 2 državah, kjer politične, gospodarske, družbene in druge razpoke že obstajajo. In kar smo videli je, da je bila Islamska republika Iran razgrajena, kar zadeva zračno obrambo, letalske sile, mornarico, je samo še okrepila svoje informacijske kampanje za delegitimizacijo vojne proti njej. Zdaj vas želim vprašati, kdo so igralci v tej igri? Kateri so državni akterji, ki so vpleteni? So to večinoma države? So to boti? So to vplivneži? Je to mediji? Torej je odgovor vse to. Torej, v resnici obstaja ekosistem med tistimi, ki bi jih lahko imenovali uradni, poluradni, neuradni, državni, poldržavni, državi bližnji akterji. Obstaja spekter akterjev, ki vodijo informacijsko vojno, ki je pravzaprav del kognitivne vojne. In lahko omenite Press TV, to so mediji Islamske republike Iran, kot sta Press TV in Tasnim News. Lahko omenite IRIB, ki je propagandno krilo Islamske republike. In potem lahko omenite stvari, kot so njihovi kibernetski akterji.
Tudi Microsoft sam je izdal obveščevalna poročila o operacijah vplivanja, podprtih s kibernetskimi sredstvi, ki jih izvajajo skupine hekerjev, tako državne kot poldržavne, pa tudi vplivneži in boti. Prav vsi ti delujejo hkrati, da bi povzročili neko kognitivno spremembo na Zahodu. In ne bi rekel, da delujejo povsem usklajeno. Na ravni države ali narodne države, uradno, delujejo bolj usklajeno, kar je seveda naravno. Ko pa pridemo do stvari, kot so vplivneži, koristni idioti, boti in podobno, pa je vse skupaj nekoliko manj usklajeno. Navsezadnje imajo isti cilj in to je demoralizirati Zahod. To pomeni ustvariti še več političnih in družbenih razpok. In ko to počnejo, pa naj bo usklajeno ali ne, je to pravzaprav precej učinkovito. In vidimo tudi nekaj inovacij, nerad to priznam. Nočem pošiljati pohval temu terorističnemu režimu, vendar v realnem času uvajajo inovacije v informacijsko vojskovanje. Izvajajo kampanje na družbenih omrežjih, ki jih niti Rusija ne izvaja tako učinkovito. Tako smo v zelo nevarnem obdobju na področju kognitivnega vojskovanja. Ali lahko navedete nekaj primerov stvari, o katerih govorite, vsaj enega ali dva, da bodo ljudje razumeli, kaj ti izrazi v praksi pomenijo, kot sta informacijsko vojskovanje ali neavtentično vedenje? Kako to dejansko izgleda? Katere pripovedi smo v zadnjih nekaj mesecih videli, da jih režim spodbuja? Ja, omenil bi dva zelo močna primera. Eden od njih je Lego animacija. Obstaja organizacija imenovana Explosive Media, ki je postala viralna na X in je prisotna tudi na Instagramu in TikToku. In ustvarjajo AI Lego animacije, ki prikazujejo glasbene videospote z uporabo Lego likov, zahodnih medijev, zahodne intelektualne lastnine. In ustvarjajo rap videospote, AI generirane rap videospote. Torej so tako vizualni kot zvočni elementi generirani z umetno inteligenco. In v teh videoposnetkih resnično sejejo razdor in širijo pripovedi proti zlasti Trumpovi administraciji. Naprimer, da ima Izrael nadzor nad to vojno. Trump je del tako imenovanega Epsteinovega razreda. Ta vojna je v središču vaše administracije namesto državljanskih pravic, namesto gospodarstva. In ti videoposnetki so zelo strateško zasnovani, da zmanjšajo previdnost občinstva z uporabo zahodnih intelektualnih lastnin, kot je Lego animacija, in so zelo privlačni kot rap pesmi. To lahko resnično pritegne novo občinstvo, kar Islamska republika nikoli ne bi mogla doseči z nečim v perzijščini ali arabščini ali z nečim iz regije. Tako da je to zelo, zelo učinkovita in nevarna propaganda ter inovacija uporabe vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco in inovacija izkoriščanja zahodne intelektualne lastnine. In mimogrede, akterji v ozadju tega niso državni akterji. To so ugotovitve iz mojih lastnih raziskav. Ugotovil sem, kdo so te ljudje. Tega še nisem javno omenil, vendar so to bivši glasbeniki in medijski ljudje, ki jih zdaj, po njihovih besedah, najema Islamska republika Iran. Vendar ne vidim dokazov, da so del režima, a njihov uspeh je pritegnil pozornost režima. Tako lahko zdaj zasebni propagandisti v Iranu dobijo pogodbo za podporo režimu. Ciljem tukaj. Druga stvar, ki jo želim izpostaviti, je uporaba računov veleposlaništev Islamske republike na X-u. Ti računi veleposlaništev širijo mime, to je zelo zanimivo, širijo propagando pod krinko diplomatske misije, kaj ne? Veleposlaništva imajo diplomatsko kritje. To razumemo v vseh državah. Zaradi tega imaš veliko svobode. Zdaj pa digitalno širijo meme. To bi lahko imenovali memetično vojskovanje. Vojna z memi. Širijo precej pametne in smešne meme ljudem, ki so morda manj vpleteni v to. Smešni memi, ki osramotijo in izzivajo predsednika Trumpa,
Veste, ko reče, da nadzorujemo Hormuško ožino. Naredili so precej znan mem, kjer je otroški volan poleg odraslega volana. In šala je, jaz imam vse pod nadzorom. In te meme moraš videti, da razumeš, kako močni so. Torej, od umetne inteligence do memov. Islamska republika Iran vodi veliko bolj sofisticirano informacijsko vojno kot katerakoli druga država na svetu trenutno. Zdi se, da izkoriščajo veliko obstoječih ali že obstoječih družbenih razpok na Zahodu, jih izrabljajo s propagando, skozi tisto, kar bi se običajnemu gledalcu zdelo kot zelo pametne, smešne šale. Gradivo, ki bi si ga lahko ogledal katerikoli Američan, če mu, veste, politično predsednik Trump ni ravno blizu. Bi to držalo? Ali izkoriščajo družbene razpoke? Absolutno. In kot bi morali, nerad to priznam, to je preprosto lahek plen, to je najlažja tarča. Niti treba ustvariti razpoke v ameriškem političnem ali družbenem sistemu. Samo prepoznati jih moraš. Morda celo samo gledajo ameriške novice. Predvidevam, da jih res gledajo. Če imajo kaj pameti, bi uporabljali umetno inteligenco, da bi razumeli, kje so te razpoke in na katere bi bilo najbolj strateško pritiskati. Tako da osebno nisem videl prav veliko ali sploh kakšnih, ki bi se jih lahko spomnil na hitro, novih pripovedi. Ampak mislim, da jim kar dobro uspeva izkoriščati obstoječe narative, kot je Epstein, ta Epsteinova afera in tudi druge. Kjer razumemo, še posebej na republikanski strani, ki je zdaj seveda na oblasti v Združenih državah, ta nekakšna državljanska vojna, če tako rečemo, med MAGA, Amerika na prvem mestu, različna terminologija tukaj. In ustvarjanje še večjega razkola med temi občinstvi. S tem, da to prikazujejo kot odvračanje pozornosti od objave Epsteinovih dokumentov in kot nekaj, kar ni v skladu z načelom Amerika najprej. In to je učinkovito. Iskreno vam povem. Ta vrsta sporočanja je učinkovita. In to smo videli v anketah in raziskavah, da te vojne v Iranu večina Američanov sploh ne podpira, prav tako pa tudi vse več elementov republikanske stranke. Veš, rada bi te vprašala nekaj v zvezi s tem. Zelo pogosta pripoved, ki jo vse pogosteje širijo, torej na družbenih omrežjih, pa naj gre za medijske osebnosti ali pa, veš, same ambasade, iranske ambasade, ambasade islamskega režima, če sem natančna. Ampak to je napad na ameriški odnos z Izraelom na splošno, o čemer sem tudi sama govorila v tej oddaji. Bi rekla, da je to tudi ena od družbenih razpok, ki jih je Islamska republika poskušala povečati? Morda niso bili edini. Mislim, vem, da ste veliko raziskovali Turčijo, Rusijo, veliko teh državnih akterjev, ki uporabljajo družbena omrežja za spodbujanje razdora in delitev na Zahodu. Bi bila to tudi ena izmed njih? Ja, glejte, to je zagotovo nekaj, kar oprostite za vso terminologijo, za tiste, ki je morda ne razumejo, ta teorija podkve v politiki. Skrajna levica kot skrajna desnica vse pogosteje trdita, da so Združene države marioneta Izraela, kar je dokazljivo, objektivno, smešno. Ampak to ni bistvo narativnega bojevanja. Tu res ne gre za dokaze, gre za prepričevanje. In da bi res ustvarili večjo razdeljenost med Združenimi državami in Izraelom, morajo le še naprej podžigati ta ogenj, prilivati olje na ogenj. Ogenj bo rasel, če mu boš dodajal gorivo. Ogenj ga ne zanima, kaj je resnično in kaj ni. In mislim, da postaja učinkovito. Mislim, lahko vidite deloma iz prejšnje administracije z Bidenom in veste, dostavo orožja. In zdaj s Trumpom slišite, kako premier Netanjahu pravi, da bi rad, da Izrael postane neodvisen od ameriške vojaške pomoči v naslednjem desetletju. To so brez primere nepredstavljivi dogodki po 7. oktobru. In deloma verjamem, da to lahko pripišemo informacijski vojni proti Izraelu in Združenim državam, da je to razmerje nevzdržno.
Za Združene države ni dragoceno. To je zapravljanje denarja in tako naprej. In mislim, da to povzroča spremembe tako v Izraelu kot v Združenih državah. In še vedno ostaja vprašanje, ali bodo te spremembe dobre za katerokoli državo, ali pa bodo koristile le tistim, ki so proti Združenim državam in Izraelu. Veste, zanimivo je, ker je ta razprava zavzela toliko časa v medijih in kot veste tudi na družbenih omrežjih. In vse skupaj, z vidika Združenih držav, govorimo o celotnem proračunu za zunanjo pomoč, ki znaša manj kot 1% proračuna Združenih držav. In to velja za vsako državo, ne samo za Izrael. Pravzaprav je to 1,2%, če smo natančni. Ampak res je noro, da ta tema zavzame toliko prostora v razpravi, kot da bi bil samo ta odnos tako izčrpavajoč. Ali pa bojo nekateri, ki so proti Izraelu, to prikazali kot parazitsko, tudi ko je to tako nepomembno, dejansko koristi obema stranema. Zdaj sem malo zašla v razpravo in sem se malo zamotila, ampak vseeno bi rada nadaljevala in te vprašala glede te celotne informacijske vojne. Mislim, kako to počnejo? Tehnično gledano, kako to izvajajo? Uporabljajo bote, plačujejo vplivneže, malo si se tega že dotaknila prej. Vemo, da uporabljajo svoje glavne račune, račune medijev Islamske republike, račune veleposlaništev. Prav. Kako še drugače širijo te narative? In ko je enkrat zunaj, kaj potem? Veš, Islamska republika lahko objavi smešen meme o Donaldu Trumpu, ampak kako ga spravijo do pravih občinstev? Ja, zagotovo uporabljajo bote. Vidimo jih, veš, pravkar sem zasebno objavil še nekaj poročil, ki jih bom kmalu objavil tudi javno, kjer identificiram nekatere od teh omrežij, ki jih pogosto najamejo. Lahko so kot boti za najem. Obstajajo operacije zunaj Islamske republike Iran. Povem vam lahko to, ali je, ne morem z gotovostjo reči. Ne trdim, da sem strokovnjak za iranske bote, ampak ko gre za nekakšno omrežja botov ali to, kar imenujemo usklajeno neautentično ravnanje, kar pomeni uporabo botov, gre za uporabo lažnih profilov, pri čemer je razlika v tem, da so boti avtomatizirani, lažni profili pa so resnični ljudje z lažnimi vzdevki in vse, kar je vmes, torej polavtomatizacija. Običajno država uporablja lažne profile. Še več, bolj sofisticirane operacije, vojska, obveščevalne agencije vodijo te stvari. In tako imenovane tovarne botov, te veliki strežniki in, veste, stene polne telefonov so običajno v bolj tretjesvetnih državah. Ne vedno, zagotovo ne vedno, ampak ponavadi jih najemajo v jugovzhodni Aziji, včasih v krajih, kot je Turčija in podobno. Tako lahko nekako zakrijejo, kdo jih izvaja. Izvedejo jih lahko poceni. Torej, zagotovo obstajajo boti, ki niso, obstajata dve nalogi botov, ali usklajenega neautentičnega vedenja, če to združimo skupaj, ne glede na to, ali so za računom ljudje, ali pa je to račun Joe 56321. Na koncu sta cilja dve stvari. Prva je okrepiti sporočila, ki že obstajajo tam zunaj, da bi jih zagotovo razširili naprej. Ne glede na to, ali gre za objavo Tuckerja Carlsona, naprimer, ali Candace Owens, ali kogarkoli drugega, in potem gre za povečanje angažiranosti, všečkov, komentarjev, delitev, da bi to sporočilo prišlo še dlje. To je en cilj usklajenega neautentičnega vedenja. Drugi cilj pa je plasiranje narativov. Včasih je dovolj, spet, to je običajno bolj povezano z lažnimi profili, ker niso vedno, ampak ker lahko delujejo bolj sofisticirano, ti računi izgledajo bolj avtentično in vstopijo ter plasirajo določen narativ. In to je na koncu najbolj močna stvar, ki jo lahko narediš. Ni nujno, da pretirano vlagaš v vsiljevanje pripovedi ali pogleda občinstvu, če tako rečem. Gre le za to, da poseješ dvom ali sum. To je veliko močnejše kot vsiljevanje in vsiljeno ponavljanje sporočil, ki se dogaja. In to je v resnici tisto, kar se dogaja v celotni demoralizaciji Zahoda. Spet, ne gre za prepričevanje ljudi. Gre za to, da jih pripravijo do tega, da začnejo dvomiti v lastno vlado in celo v lastne vrednote.
Zanimivo je, da si omenila Tuckerja Carlsona, ker vem, da je bilo zdaj že kar nekaj incidentov. Gradil medijsko hišo Islamske republike. Na začetku si omenila, da IRIB predvaja trditve Tuckerja Carlsona, njegove teorije zarote. Predvajali so tudi mojo debato z Ano Kasparian, na primer. Predvajali so kar nekaj razvpitih, tako imenovanih samooklicanih aktivistov, Amerika na prvem mestu. Mislim, ali je to del tega? Je to nekakšen primer tega, kar ste govorili, kjer se oprijemajo tega, kar počnejo drugi? Morda ne prejemajo sredstev neposredno, vendar Islamska republika še vedno lahko to izkoristi za spodbujanje teh narativov ali celo teorij zarote. Ja, in mislim, da je to dobra poanta. Zelo težko je za nas, ki delamo v preiskovalnem novinarstvu in raznih think tankih, zelo težko je za nas dokazati, če sploh lahko, da te ljudje dejansko prejemajo plačilo. Ali kakšno eksplicitno spodbudo strani Islamske republike, Rusije, Kitajske, Katarja, Turčije? Zato bi verjetno potrebovali organe pregona, sodne pozive in podobne stvari. Ampak vemo, da nekaj dobijo, pa če se tega zavedajo ali ne, mislim, da se. Ampak ne glede na to, so njihovi videoposnetki ojačani in morda sploh ne vedo, zakaj nekateri videoposnetki postanejo viralni ali koliko odziva dobijo. Verjetno si sami dajo pogum, ko da lej, sem na pravi poti, glej, vsi res uživajo v moji vsebini, podpirajo me. Morda sploh ne vedo, če sem tukaj zelo prizanesljiv, morda sploh ne vedo, vsaj v takšni meri, koliko od tega je ojačano s strani akterjev, ki želijo, da se njihovo sporočilo širi naprej. In to je težava. Tukaj gre za ravnovesje med regulacijo, preglednostjo, tehnologijo, vsemi temi elementi. Nimamo nobenih drugih sredstev, razen ljudi, kot sem jaz, ti in drugi, ki delajo na tem področju, da bi resnično poskušali izslediti, kdo stoji za vsem tem in ali je to nezakonito, ter kakšen vpliv ima na prebivalstvo. Smo v resnično slabem obdobju zgodovine, kjer smo dovolili, spet, lahko držiš dve misli v glavi hkrati. Zelo sem za svobodo govora, ampak hkrati tudi, ja, dovolili smo, da družbena omrežja vse skupaj pustijo, da gori. In zdaj dovoljujemo, da umetna inteligenca prav tako vse pusti, da gori. Te stvari so skoraj povsem neomejene. In to ima veliko posledic. Ampak z vidika informacijske vojne mislim, da vidimo neverjetno stopnjevanje razdora na Zahodu. In začelo se je že pred prvo Trumpovo izvolitvijo in zdaj je seveda samo še slabše in slabše. No, veš, dejansko si omenila nekaj zanimivega, nekaj, kar smo razkrili v tej oddaji pred nekaj tedni o vplivnežih oziroma tako imenovanih novinarjih, ki so jih pripeljali v Iran, fizično v Iran, vključno z vsaj enim ameriškim državljanom in enim britanskim državljanom. Državljan, Bush ali šejh. In res je, sama sem to raziskala in ugotovila, da je bilo to vsaj delno financirano strani Islamske republike Iran. Tako da vemo, da v nekaterih primerih neposredno sodelujejo z njimi. Veste, ali so bili neposredno plačani, namesto da bi bili plačani v naravi v primeru tega potovanja vplivnežev v Islamsko republiko. Zelo zanimiva razprava, seveda, ker bi to lahko in najverjetneje tudi krši sankcije, tako v Združenem kraljestvu kot v ZDA. Zdi se, da resnično primanjkuje skrbi. Primanjkuje uveljavljanja zakonov, ki obstajajo na Zahodu, kar me pripelje do vprašanja, kaj Zahod sploh počne glede tega? Kaj glede tega počnejo podjetja družbenih omrežij v zasebnem sektorju? Ali je to sploh del vojaške strategije, ko gledamo na takšne vrste konfliktov? Ja, to je vaše najtežje vprašanje do zdaj, ker tam res nimam nobenih odgovorov. Jaz sem popolnoma osupel kot vsi ostali. Kako dovoljujemo Američanom, da ne le odhajajo v te sovražne države, pa ne bodo to plačana ali brezplačna potovanja, ali pa pod pretvezo novinarstva in se nato vrnejo v ZDA ter nenadoma postanejo glasniki teh nasprotnikov. Imamo pa tudi obratno,
ko isti tipi ljudi iz drugih držav prihajajo v ZDA in širijo enako vrsto sovraštva. In ja, kolikor lahko vidim, bi lahko govorili o Medeji Benjamin iz Code Pink, lahko bi govorili o Kelly Walsh, mislim, da je seznam dolg. Hasan Piker je zdaj pozvan na sodišče zaradi potovanja na Kubo. In veste, ali gre za OFAC, morebitne kršitve OFAC, kršitve sankcij, prav tako pa tudi za morebitno vrsto, recimo, protidržavnega delovanja. Glejte, jaz ne mislim, da morda ni jasno določene meje. Ne vem. Nisem pravnik, da bi vedel, kje je meja, tako rekoč, med svobodo govora in recimo. No, zdi se, kot da se meje skoraj na novo določajo. Veš, skoraj smo na nekem novem področju, kot si rekla, kot da res ne vemo. Po eni strani imamo ustavno zaščiteno pravico do svobode govora, kar je, seveda, nekaj zelo pomembnega, kar želimo braniti. In hkrati se ta isti princip na nek način obrača na glavo. Postaja orožje, uporablja se proti Zahodu samemu. Torej, kje je ta meja? Mislim, Na družbenih omrežjih se svoboda govora na novo opredeljuje. mislim, da je to je obdobje demokracije, ki kaže svojo ranljivo plat. Demokracije, mislim, da bi večina razumnih ljudi trdila, da so najboljši sistem, vendar to ni sistem brez resnih pomanjkljivosti. Enako velja za kapitalizem. Ni nam treba iti v podrobnosti, ampak mislim, da kapitalizem vsem daje najboljšo priložnost, vendar je prav tako zagotovo izkoriščan. Kar vidimo na strani demokracije je, da svoboda govora daje nasprotnikom asimetrično prednost. In popoln primer so veliki štirje: Islamska republika Iran, Rusija, Kitajska in Severna Koreja. Lahko svobodno vplivajo na naše informacijsko okolje prek družbenih omrežij in medijev. In mi smo zelo težko nam je prodreti v njihovo informacijsko okolje in vplivati na nje. To vidimo prav zdaj v Islamski republiki Iran, kjer je internet že nekaj mesecev izklopljen. In zato ne moremo doseči iranskega ljudstva, medtem ko lahko Islamska republika Iran uporablja svojo memetično vojno in z umetno inteligenco ustvarjene Lego videoposnetke, da doseže zahodno občinstvo. Mimogrede, o tem je bilo nekaj poročil in izračunali so le nekatere od teh kampanj. Imajo več kot milijardo ogledov. To je vprašanje, pri katerem se demokracija uči v realnem času. Naša informacijska okolja so zrela za izkoriščanje. In zaradi narave družbenih medijev, hitrosti, s katero se širijo pripovedi, je sposobnost vplivanja na spremembe neverjetna. Zaključil bom s tem. In mislim, da bi morali vsi začeti to govoriti. To je moja hipoteza. Družbeni mediji so orožje za množično destabilizacijo, ki je na robu tega, da postane orožje za množično uničevanje. No, rada bi vas vprašala, za vse gledalce, za povprečnega človeka, ali obstajajo kakšni znaki? Kako ljudje vedo, ali je to, kar prejemajo, kar berejo, manipuliran narativ? Ali pa danes res ni več mogoče vedeti? Ne bom lagal. Ja, obstajajo načini, vendar je to izjemno težko. Mislim, ljudje prihajajo k meni, ker verjetno nekateri mislijo, da sem strokovnjak za to. Lahko naučim ljudi, kako naj iščejo opozorilne znake in znamenja, da je nekaj morda narobe. In dal vam bom nekaj primerov kar zdaj. Ampak na koncu koncev, iskreno, kdo ima čas, da opravi vse analize, kot jih delava jaz, ti in drugi ljudje? Ne krivim ljudi. Nažalost je pač taka narava družbenih omrežij in informacij, da se pri vsaki objavi ustaviš in iščeš 10 opozorilnih znakov, to je preprosto nepraktično. In to je tisti strašljivi del. Če želiš, da resnica prevlada, potem mora biti resnica enostavno dokazana. Ampak tehnološko in informacijsko okolje, v katerem živimo, tega ne omogočata. In zato vam bom tukaj dal nekaj primerov. Včasih so to bila serijska uporabniška imena na družbenih omrežjih.
John 56321 in tako naprej. Lahko so bili tudi nedavni datumi ustvarjanja. Na srečo lahko zdaj na Instagramu in X obiščete uporabniški račun, kjer so dodali funkcijo preglednosti, ki prikazuje, kdaj je bil račun ustvarjen. Vsak delček, ki vam ga bom dal, mu daje težo. En sam delček sam po sebi ni dokaz. Če ima račun sumljivo, spamersko uporabniško ime, je bil ustvarjen v zadnjih 6 mesecih in nima profilne slike. Objavlja stotinekrat na dan. Ko združiš takšne stvari, lahko začneš ocenjevati, ja, ne vem, to se zdi neavtentično. To je neavtentično vedenje. In bolj sofisticirani računi, kot sem rekel, ki jim pravimo lažni profili in za katerimi stoji resnična oseba, imajo manj takšnih znakov. Zato je lahko zelo težko. In včasih tudi jaz, mimogrede, ne poznam razlike. Nisem genij, ampak uporabljam tehnologijo, da najdem vzorce v podatkih, ki jih sicer nikoli ne bi mogel videti. Tako smo, kot sem že rekel, v nevarnem času. Ker obstajajo načini, da ljudje opazijo in začnejo dobivati občutek. Ne vem, zdi se mi čudno zaradi časa objave in narave računa. Ampak včasih moram tudi sam stopiti korak nazaj in uporabiti tehnologijo, da resnično vidim širšo sliko. Veš, res si izpostavlja dobro točko, da to sicer ne dokazuje nujno, da je nekaj lažno ali da je račun lažen. Ampak zagotovo obstajajo znaki, ki bi človeka naredili vse bolj sumničavega. Zato svetujem vsakomur, ki gleda morda sovražne komentarje, da jih vzame z rezervo. Še ena stvar, ki sem jo opazila, še en vzorec je, da obstajajo nekateri računi, še posebej v zadnjem času, ki so povezani s problematiko antisemitizma, ki preprosto širijo najbolj ogabno rasistično, nacistično sovraštvo. In ko greš na njihov račun, morda obstaja že nekaj let, ampak vsi njihovi zapisi, prav vsi, o katerih govorim, pravzaprav nimajo nobene prave vsebine. Vse so odgovori Judom in vse je nacistična vsebina. Torej, katerikoli od teh računov, in veliko ju dobim v svojih komentarjih, veš, jih moraš res jemati z rezervo. Tudi če je zatem resnična oseba, bi lahko bila, naprimer, ne pravim, da je, ampak bi lahko bila, veš, kibernetska enota IRGC. Imajo celo enoto pravih ljudi, ki to počnejo. Ciljajo predvsem na vidne posameznike ali aktiviste. Ampak veš, zdaj smo že čez pol ure, vendar se ti res želim zahvaliti, Travis, za tvoje vpoglede. Želim spodbuditi vse, da sledite Travisu tudi na Instagramu. Najdete ga pod imenom Talk2 številka 2 Trav. Prikazali bomo na zaslonu. Hvala za vse, kar počneš. Prepričana sem, da te bomo še povabili, ker se zdi, da to žal postaja vedno večji problem iz dneva v dan. Vsekakor si nam dala pomemben vpogled v iransko informacijsko vojno, s katero se trenutno soočamo po vsem svetu. Ne glede na to, kje si, če imaš internet, si del te vojne. In veš kaj? Tudi če nisi v enakem položaju kot ljudje v Iranu, ki so odrezani, si žal še vedno del te vojne. Torej, Travis, hvala, da si se nam danes pridružil. Hvala, Emily.